Hvala. Torej, moje ime je Matej Rus, prihajam iz Maribora, kasneje malo več o meni. Jaz bom danes, sem prvi govornik v smislu podjetništva in bom v bistvu podal nekaj teoretičnih izhodišč, ki so zelo pomembna za vsakega podjetnika. In sicer bom govoril o elevator pitchu, poslovnem modelu in poslovnem načrtu in kako so ti torej kaj je značilnost vsakega posameznega in kako nam služijo pri izgradnji podjetja. Zdaj, če se vprašamo za začetek, kaj so ključni elementi za uspeh podjetja. Jaz se zelo strinjam, da je v bistvu podjetij danes mogoče premalo je podjetniške pobude, pa verjetno je en pomemben razlog v tem, da je to zelo težko opravilo. Se pravi, in kaj ta opravila zahtevajo, bom jaz skiciral na tablo. Se pravi, zdaj, če želimo zagnati podjetje, rabimo definitivno idejo. Nadalje, rabimo zgraditi ekipo. Seveda, v veliki večini primerov potrebujemo, oziroma pravzaprav vedno potrebujemo kapital, potrebujemo druge vire. Zdaj, lahko jih zagotovimo sami, lahko v večjem deležu primerov pa jih moramo iskati nekje na trgu, tako da kapital. In pa seveda tudi drugi viri. Zdaj, vidite, da če te tri elemente povežemo v celoto, dobimo trikotnik, zato imenujemo to tudi podjetniški trikotnik. Zdaj, k temu bi jaz dodal še en centralni del in sicer za vsako podjetje so ključni seveda kupci. Brez kupcev ni podjetja. In tu zdaj pridemo v bistvu do glavnega izziva, se pravi, kako v bistvu, ko imamo podjetniško idejo, kako v bistvu zgraditi, kako pritegniti druge sodelavce v zgodbo, kako pridobiti ekipo, kako pritegniti kapital in v samem jedru, kako za naše izdelke in storitve navdušiti kupce. In tukaj prihajamo do ogromno izzivov. Se pravi, podjetje na začetku nima velikega dobrega imena. Vprašajte se, če dobite ponudbo za zaposlitev recimo v Novi Ljubljanski banki, Krki ali kateremkoli podjetju, pa priložnost za zaposlitev v nekem startup podjetju. Zakaj se boste odločili? Oziroma, kaj vam bi vaš socialni krog ljudi okrog vas razlagal, kaj je za vas boljša izbira? Zdaj, jaz v vsakem primeru mislim, da je startup boljša izbira, zato ker tam boste edino imeli možnost, da boste vedeli, da je vložek, ki ste ga dali, tudi, oziroma če bo podjetje uspelo, da boste tudi svojo samozavest izgradili. Se pravi, boste lahko rezultate pripisali svojemu lastnemu delu. Ampak v bistvu ni tako enostavno prepričati ljudi, da se priključijo neki ideji, ki je še v zametkih. Tudi kapital, ko imaš kupce, ko si na trgu močan, takrat v bistvu ga je zelo lahko dobiti. Na začetku je to zelo težko. In ravno tako kupci, tako dolgo moraš iskati pravi problem, pravo rešitev, da v bistvu se to uskladi, da kupci začnejo prihajati. In zato, ker je to tako težko, v bistvu 9 od 10 idej propade. In to ni zdaj kar tako neka statistika, to je resnična krutost in zato je pomembno, da poslovni načrt, poslovni model in pa tudi pitching v bistvu uporabljamo kot orodja za to, da lahko te naše ideje realiziramo. In to je dejansko, sam sem skusil, zdaj od leta 2001 sem podjetnik, na srečo moje podjetje ni propadlo in tudi danes zaposlujemo 10 ljudi in nikoli se ni zgodilo, da bi za en dan zamujali z izplačilom plač. Se pravi, na to sem ponosen in se mi zdi, da je to pač pomembno, da dejansko se potem mogoče tudi kot predavatelj podjetništva, kjer uporabljam ta orodja, pa v bistvu podjetništvo, kjer sem pač skusil te ups and downs, cel ta rock and roll, namreč ni nam šlo vedno lepo, ni bilo vedno lahko in v bistvu se skozi to potem naučiš, da pravzaprav ta orodja, o katerih bom govoril, imajo svoj pomen, samo potrebno jih je pravilno uporabljati. Zdaj, če se osredotočim najprej na elevator pitch, to je v bistvu kratka predstavitev ideje v 30 sekundah, v 1 minuti. In velikokrat se nam zgodi, da
ljudje preprosto nimajo več časa, da nam prisluhnejo. In moramo se zavedati predvsem dejstva, da ljudje imamo sestavljene možgane iz 3 elementov. Imamo racionalni del, emocionalni del, pa ta instinktivni del. In žal nas investitor posluša najprej z instinktivnim delom, se pravi s tistim delom, ki smo ga podedovali po plazivcih, in kateri v bistvu pravi, ki nas opozarja na nevarnosti. Super, da imamo ta del, se pravi ta del možganov, namreč obvarujejo nas pred številnimi norostmi, nevarnostmi. Če stopimo na cesto, si predstavljate, da bi začeli mi kalkulirati, ko se avto približuje, kakšne ima pojemke, kakšne ima bremze, ali se bo ustavil. V bistvu narava nas je obdarovala s tem, da avtomatsko odskočimo od nevarnosti. In to, kar nam rešuje življenje, to je nas glavni sovražnik pri tistemu, ki nas posluša za idejo pri investitorju. Zato, ker nikakor ne smemo tega plazivca v investitorju prebuditi. Namreč on se skozi sprašuje, kaj je tu noter zame, a bom jaz imel tega kakšno korist. In če mi damo dvom, če kar nekaj bluzimo ali ne znamo odgovoriti, v bistvu tega plazivca lahko zbudimo samo malo. Čujem, sem malo bil bolan, pa imam malo večjo potrebo po vodi. Ok. Se pravi, in zato je ključno, da imamo pripravljen ta pitch. In ta pitch mora biti sestavljen iz tega, da zelo na kratko povemo, se pravi 1 minuti, kakšen problem rešujemo, kje smo ga zaznali, kdo ga ima, kakšna je naša rešitev tega problema. Govorimo seveda o strankah, kupcih, ki imajo ta problem, ne o naših problemih. Kakšno ekipo imamo, ki verjame, da bo tem kupcem rešila ta problem in kaj je naša konkretna ponudba. Zdaj pa, glede na to, komu pičamo, je ponudba lahko različna. Pič lahko je namenjen potencialnemu kupcu, potem pač mu povemo, da danes je 20% popust, če pride. Tako je danes, če je to investitor, mu povemo, recimo, iščemo investicijo 100.000 evrov za 20% delež, če gledate Shark Tank mogoče, ali pa lahko imamo tudi, pičamo sodelavcev, pa ga spodbujamo, da bomo dali neke solastniške deleže, pa plačo, pa mu predstavljamo našo vizijo. Lahko pa pičamo tudi svojemu šefu, če smo v večjem podjetju in smo notranji podjetnik. Tako da, če zaključim s tem delom, pič mora imeti vsak podjetnik, ki mora znati v 30 sekundah ali v 1 minuti povedati, kaj počne, in ta pič ni namenjen temu, da ti vse predstaviš, pomemben je zato, da dobiš povabilo, da lahko greš za šank ali v neko drugo sobo ali na nek poseben sestanek, kjer imaš pač potem več časa za poglobljeno predstavitev. Tako da to si res, prosim, vam res svetujem, da si to dobro zapomnite, ne prebuditi plazivca v investitorju. Potem je poslovni model. Poslovni model je sestavljen že iz 9 elementov, je že kompleksnejši, ampak v bistvu value proposition, pa customers, to so pa že elementi iz pitcha, se pravi, poslovni model je samo nadgrajen pitch, se pravi ti elementi, ki sem jih prej predstavil, so vsi sestavni deli poslovnega modela, so pa še potem dodatni deli, ki so, recimo, kdo so ključni partnerji, kakšne aktivnosti bomo izvali, to pa je že potem tisto, kar se lahko pogovarjaš na malo daljšem sestanku, kjer imaš mogoče 10 minut, 20 minut za predstavitev in tukaj tudi obstajajo navodila, kako poslovni model predstaviti. Ključno je, da poslovni model nam služi za to, da imamo tu noter oporne točke in mi te oporne točke moramo neprestano preigravati. Namreč poslovni model, če mi spremenimo ciljne stranke, recimo imamo fizične osebe, če mi gremo iz fizičnih oseb na podjetja, se nam tudi ostali elementi spremenijo. Tako da, mogoče boste slišali kdaj o pivotiranju, to pomeni, da mi neprestano iščemo pravi poslovni model in tu je potrebno ogromno vložka. In tisti tretji element, poslovni načrt, s katerim smo mi v preteklosti začenjali, zdaj se spomnim, ko sem sam začenjal stvarno podjemo ali ko sem tudi učil študente, mi smo več čas učili poslovni načrt. Pride nekdo v inkubator, napiši poslovni načrt, vzemi si 200, 300, 400 ur dela, pa potem bomo videli. To je res, glede na smrtnost, glede na vse to, kar sem do zdaj povedal, je to napačen korak. Poslovni načrt rabiš takrat, ko res iščeš veliko rundo investicije, ko je podjetje že v zelo
neki hitri rasti, ko si že mogoče bolj scale up kot startup, ne? In takrat moraš v bistvu ti pa res podrobno razdelati. Zdaj, če greš na največjo bančno investicijo ali na res nek sklad tveganega kapitala, ampak bi rekel prej mogoče evropskega kot ameriškega, ne? Tako da tudi tukaj je zelo veliko vprašanje, ali v resnici rabiš ti fizično narejen poslovni načrt. Jaz recimo v vseh teh letih, zdaj v 18 letih delovanja podjetja nisem napisal poslovni načrt za tovarno podjetje. To pomeni, da poslovni načrt ni zdaj nekaj, kar bi mogel imeti fizično v rokah, ne? Je pa dejansko potrebno vse te elemente razumeti, se pravi razumeti panogo, v kateri deluješ, potem trg, potem moraš imeti načrt trženja, moraš imeti organiziran način nagrajevanja ljudi in stimuliranja ljudi, se pravi upravljanje s človeškimi viri. Skratka, moraš imeti vse komponente podjetja razdelane. Tudi z vidika vodenja, z vidika menedžmenta podjetja rabiš to kot orodje, da ljudem pokažeš, kaj se dela in kakšni so načrti, da lahko tudi nastaviš v bistvu metrike spremljanja podjetja. Tako da jaz ne želim iti preko svojih 15 minut, v bistvu vidite, da so vsi ti tri elementi, se pravi pitch, poslovni model in pa poslovni načrt imajo različne vloge v različnih fazah razvoja podjetja. Pitch je namenjen temu, da v bistvu mi nekoga pripričamo, da nam da priložnost, da mu lahko podrobneje razložimo svojo idejo, če ga srečamo v dvigalu, če ga srečamo na ulici, če ga srečamo kjerkoli. Če ga srečamo tudi na konferenci, kot je danes, začnite z 1-minutno ali pa 30-sekundno predstavitvijo. Ne si vzeti pravice, da nekomu težite 10 minut, ker boste zbudili plazivca. Če dobite v bistvu priložnost za predstavitev, potem predstavite te elemente poslovnega modela. In to je za začetek v bistvu, mislim, da čisto dovolj, da obvladate ta dva orodja. Če boste uspeli priti v naslednjo fazo, se pravi, da boste, upam, prišli do faze, da bo podjetje imelo 10-15 zaposlenih, da boste šli na večje runde financiranja, na bančno financiranje, potem pa boste imeli neko lastniško strukturo, kjer bo zahtevala več poročanja in transparentnega delovanja, potem boste pa potrebovali tudi poslovni načrt. Tako da s tem bi jaz svoj del zaključil. Mi v podpornem okolju smo vam vedno na voljo za pomoč in bomo z veseljem pomagali. Prosim pa predlagam, da me najdete na LinkedInu in da se povežete z mano, z veseljem bi se vas potrdil in se z vami tudi povezal in tudi osebno spoznal. Hvala.